podobnim izzivom se pa starši srečujejo tudi pri šolarjih in dijakih, in sicer z nekako željo, da otrokom približajo, da ta čas zdaj niso počitnice, ampak je čas, ko je treba na drugačen način poskrbeti za te redne obveznosti. In zasledila sem izraz nekoga od staršev, ki ste pisali vprašanja, da ste ta čas poimenovali ob otrocih, da to tudi niso koronačitnice. Pa vendar, zakaj ne bi tega obdobja poimenovali prav koronačitnice? Čas, ko niso niti ta prave počitnice, niti ni čisto ta prava šola. In si lahko s tem izrazom pravzaprav pomagamo pri tem, da otrokom približamo specifiko, posebnosti in ritem tega časa, ki niso niti počitnice, niti šola. Verjemite, da se otroci in mladostniki zelo dobro zavedajo, da ta čas niso počitnice. Manjka jim poseben element, no, poleg vremena, ne, jim manjkajo definitivno vrstniki in druženje z vrstniki. In moteč element je, da se morajo ukvarjati s šolo. Tako da zelo dobro vejo, da to niso počitnice. Ravno tako pa jim moramo priznati, da to res ni tudi čisto ta prava in ista šola, kot jo imajo običajno. Tako da si lahko z izrazom koronačitnice pomagamo, da jim približamo, kako zdaj bomo živeli v tem obdobju. Koronavirus je z vsemi svojimi zahtevami in omejitvami v naše življenje prinesel res veliko sprememb. In tako otroci kot odrasli potrebujemo nekaj časa, da se na te spremembe navadimo, da jih ponotranjimo, da jih sprejmemo, in da tudi naš ritem dobro naslonimo na te neke nove okoliščine. Zato si dovolite, da ta proces vzame svoj čas. Otroci še posebej rabijo nekaj več časa, da ta ritem, ki ste ga postavili, nekako dodobra zalavfajo. Zato je seveda izjemnega pomena, da zastavite redni ritual, redni urnik, po katerem boste tako vi kot otroci vedeli približno, kako teče dan, otroke to izjemno pomirja, da je za njih čas predvidljiv, da vejo, kaj sledi, kaj nekako jih čez dan še čaka. Tako da zastavite urnik, pomagajte, da se boste urnika tako cela družina kot učenci držali. In pa seveda, da bo znotraj urnika tudi, da bodo prostočasne aktivnosti oziroma stvari, ki otroke sprostijo, jih razveseljujejo, se imajo z njimi fajn. Bodisi tako, da se otroci med sabo družijo, ali da ste v te aktivnosti vključeni tudi vi. In seveda naj bo tudi čas za sproščenost, za pozitivnost, tako v prostočasnih aktivnostih, kot če se le da tudi tekom opravljanja šolskih obveznosti. Učitelji v tem času pripravljajo veliko gradiva, veliko materiala, ki ga posredujejo vam oziroma učencem. Tako da, kolikor mi je znano, so kar precej zasipani z nalogami, kar je super, to pomeni, da ni treba vam skrbeti, kaj morajo otroci predelati, ampak bodo to poskrbeli učitelji. Vi pa imate priložnost, da poskrbite za vzdušje, za prostor, kjer otroci osvajajo to znanje. Da ste torej na razpolago, da jim pomagate ustvariti prijetno vzdušje, da jih pri tem spodbujate in pomagate. Absolutno pa tako toplo povabilo, dragi starši, ne se truditi biti idealni nadomestek učiteljev. Je veliko boljše, če se trudite biti ob otrocih sproščeni, biti z njimi skozi proces, skozi katerega grejo, in da vam ni treba idealno nadomestiti tega, kar sicer dela šola. Naredite na svoj način, naredite tako, da se boste ob tem imeli fajn vi in vaši otroci, in ob prijetnem, zabavnem, sproščenem vzdušju so tudi naši možgani in možgani vaših otrok veliko bolj razpoložljivi za pomnjenje, za razmišljanje, za analizo in tako naprej. Tako da poskrbite za prijetno vzdušje in ne od sebe pričakovati več, kakor vi kot starši s tem, kar ste, lahko svojim otrokom date. Bodite z veseljem skupaj, dajte od sebe največ, kar lahko, in to je zagotovo največje darilo za vaše otroke.